Mešani pevski zbor Svetega Nikolaja letos praznuje 80. obletnico delovanja. V ta namen pripravljajo koncert v Stolni cerkvi, kjer bo tudi slovesna koncertna sveta maša. Več o samem praznovanju nam bo povedal Drago Rajbar. Gospod Rajbar, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kaj nam torej pripravljate ob 80. obletnici pevskega zbora? Ob tem jubileju bomo v naši Stolni cerkvi Svetega Nikolaja v Murski Soboti imeli koncert, ki bo v soboto 18. novembra ob 19. uri, ter slovesno koncertno sveto mašo, ki bo 19. novembra ob 10. Kakšni so bili začetki pevskega zbora, če se vrneva malo nazaj, kakšno vlogo ima v lokalnem okolju? Začetki zbora segajo v leto 1937, ko je učitelj in organist gospod Mirko Tuš zbral lepo število pevcev, zbiral, razmnoževal notni material ter oral ledino vse do leta 1943, ko je bil interniran v taborišče Dachau, odkuder se žal ni več vrnil. Do leta 1947 je zbor vodil profesor Vladimir Močan, do leta 1951 gospod Alojz Marič, gospod Berden je zbor vodil do leta 1964, zbor je zopet prevzel profesor Vladimir Močan in je tudi v zbor povabil gospoda Franca Zvera, kateri je vodil zbor vse do leta 1999. Takrat je prišel v Mursko Soboto gospod Marjan Potočnik, kateri zbor vodi še danes. Zborom je sodelovalo tudi več organistov, kot so Igor Mavčec, gospod Tomi Bušinovski, sestra Barbara Poredoš, Jožef Wagner, gospod Kristjan Penhofer. Zbor nastopa predvsem v naši Stolni cerkvi, ob nedeljah, praznikih, župnijskih in škofijskih slovesnostih. Nastopa tudi drugod po Sloveniji, po raznih revijah in drugih ekumenskih in drugih srečanjih, kakor tudi v tujini, Madžarski, Avstriji, Hrvaški. Trenutno zbor šteje 22 članov. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem nekdanjim in sedanjim pevcem, zborovodjem, organistom, duhovnikom, škofom, kakor tudi vsem, ki oblikujejo oziroma sooblikujejo naš zbor in mu kakorkoli pomagajo. Kdo pa bo dejansko sedaj vodil zbor na slovesnosti in kako bo potekal program? Slovesnost v soboto 18. novembra bo vodil zborovodja gospod Marjan Potočnik. Organist pa bo gospod Kristjan Penhofer, ki trenutno dela in živi v Švici. Gospod Rajbar, hvala za obisk v našem studiu. Hvala tudi vam.